Moč Bergantovega križevega pota se kaže v neposrednem in brezkompromisnem nagovoru, ki ga živo začutimo v Jezusovem obrazu, na 3. postaji križevega pota, ko Jezus prvič pade pod križem. Čeprav so bile v 18. stoletju uveljavljene mnogofiguralne scene, je Bergant motive reduciral le na nujne osebe, vse nepotrebno odpade. Na enak način obravnava prizorišče, scenski rekviziti na odru človeške drame. Glavno vlogo igrajo čustva. Čustva, ki so ušla izpod nadzora rabljem. Njihove oči so izbuljene, udi so podaljšani, gibi so pretirani, kričavi so v besnem trpinčenju, pa vendar nemočni, pred popolno obvladanostjo in notranjo močjo, ki jo kljub mučenju izžareva ta Jezusova v rdečo tuniko odeta postava in njegov mirni obraz. To lepo vidimo na 5. postaji, kjer Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ, ali na 8. postaji, kjer Jezus tolaži jeruzalemske žene. Bergant je z nasprotjem med ekspresivnimi, na zunaj grdimi postavami rabljev in dostojanstvenostjo Jezusa izrazil večni boj med udano dobroto in dejavnim zlom. Dramatičnost diagonalnih kompozicij se stopnjuje vse do prizora križanja in se nazadnje sklene v tišini in svetosti zadnje postaje, kjer Jezusovo izmučeno telo polagajo v grob. Pomenljiv je slikarjev podpis, ki razglaša Bergantov v Rimu pridobljen akademski naziv. Bergant je križev pot naslikal 3 leta pred svojo smrtjo za cistercijansko cerkev v Stični po naročilu tamkajšnjega zadnjega opata Franca Ksaverja, barona Taufererja.